Tako kot vsako leto je tudi letos občina Kamnik pripravila osrednjo prireditev ob občinskem prazniku. Leta se je začela pri spomeniku generalu Rudolfu Maistru. Najprej je na mesto prireditve prikorakal častni vod Slovenske vojske. Nato se je začela slovesnost. Nato sta ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in kamniški župan Marjan Šarec spomeniku položila venec. Nato je zbrane v imenu občine Kamnik pozdravil kamniški župan in kmalu predal besedo slavnostni govornici, ministrici za obrambo, dr. Ljubici Jelušič. Ko govorimo o spominih na generala Maistra, je prav, da se zavemo, kako Maister povezuje nas, državljane te države, in pa civilno družbo in politiko. V okviru politike je tudi pomembno, da razumemo, kaj se lahko običajni državljani naučimo od generala Maistra in kaj general Maister sporoča pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske. Kajti general Maister ni bil samo ena največjih zgodovinskih, vojaških osebnosti naše slovenske zgodovine, bil je prvi general v naši zgodovini in bil je tudi tiste vrste človek, ki je v sebi združeval žlahtnost, neustrašnost, odločnost in pogum, kar vse potrebuje človek takrat, ko ve, da mora za svoj narod, za svojo državo in za svojo domovino storiti nekaj, kar narekujeta glava in srce, pa drugi za to nimajo dovolj poguma. Nato je prvo slovensko pevsko društvo Lira Kamnik zapelo nekaj pesmi. Nato se je občinsko vodstvo z ministrico dr. Jelušičevo odpravilo po Kamniku na Šutno. Tam pa je pod oknico pripravil moški pevski zbor Solidarnost Kamnik. Za slovenske domovine raj, zanjo račivi, zanjo krepeni, njo bo ljubil vekomaj. Večer se vas završki fantje zbero, zbero in na srce gredo. Pod vrtvo med zribami kramček šepi, po podu gledajo oken za tresno. Po trikrat na vrh mimo kramčka gredo. A završki fantje na laž prav glasno. Po trikrat počasi ministrici pa so izročili tudi rože. Nato so se udeleženci odpravili proti Domu kulture Kamnik,
kjer je potekala slovesna podelitev letošnjih občinskih priznanj, med potjo pa sta se predsednik Demosa Igor Podbrežnik in predsednik občinskega odbora Nove Slovenije Matej Tonin ustavila še na Tomšičovem grobu, kjer sta prižgala svečo. Sicer pa se je letos zaradi podelitve častnega občanstva Francetu Tomšiču udeležil podelitve priznanj tudi prvak opozicije in predsednik SDS Janez Janša. Kako ocenjujete pomen dela Franceta Tomšiča? Francet Tomšič je bil za Slovenijo to, kar je bil Lech Valensa za Poljsko in za Kamnik verjetno isto, kot je bil Lech Valensa za Poljsko in Dansko. Za našo stranko pa je bil začetnik gibanja, ki je preobrazilo Slovenijo in v veliki meri tudi pripomoglo k osamosvojitvi Slovenije. In zakaj se je osebno udeležil podelitve? Ja, z veseljem sem se odzval temu vabilu, še posebej zato, ker je občina Kamnik zmogla toliko enotnosti, da je pravzaprav prišlo do neke večinske oziroma soglasne odločitve za podelitev častnega občanstva Francetu. Mislim, da se je to več kot zaslužil, morda že kdaj prej, ampak tudi zdaj ni prepozno. Gre za počastitev spomina na človeka, ki je dejansko zaznamoval tisti čas, ki bo še dolgo časa ali pa za večno ostal kot vrednostno središče slovenskega naroda. Kot se za takšne prireditve spodobi, pa je bil glavni govornik kamniški župan Marjan Šarec. O našem rojaku Rudolfu Maistru je med drugim povedal. Bil je redoljuben vojak, general, a hkrati tudi nežna pesniška duša. Znal je izvabiti čustva, ki so se skrivala za resnobnim obrazom. Rudolf Maister je eden tistih pomembnih ljudi, rojenih v Kamniku, ki so pomembno zaznamovali zgodovino celotne Slovenije. Občina Kamnik je pred leti z razglasitvijo njegovega rojstnega dneva kot občinskega praznika dala veliko priznanje domoljubu, ki mu je bila čast in pravica ter dolžnost biti gospodar na svojem ozemlju, skoraj življenjsko poslanstvo. Začutil je klic zgodovinskega trenutka in bil na pravem mestu, ko je šlo za severno mejo naše države. Ni iskal svoje koristi, ni razmišljal pragmatično, razmišljal je s srcem. Njegov cilj je bil vrniti svojemu narodu tisto, kar mu tudi pripada. Nič več in nič manj. Na Štajerskem mu je to uspelo, na Koroškem pa ga je ustavila kratkovidna in pragmatična politika po salonih sedečih politikov, ki so zavedno zapravili Celovec in okolico ter Slovenijo prikrajšali za dobršen del ozemlja. Maistra so kasneje premestili, na koncu pa predčasno upokojili, zato da ni mešal štren. Kako močna vzporednica se kaže z današnjim časom? Tudi danes nas nekateri politiki prepričujejo, da mora biti politika navzoča v vsakem segmentu naše družbe. Učijo nas demokracije in poštenosti, delajo pa drugače. To je politika, ki je sama sebi namen, vrti se v začaranem krogu, učinkov na življenje pa nima in jih tudi ne more imeti. Če bi bil Rudolf Maister politik tovrstnega kova, pa ni bil, bi danes v Mariboru verjetno govorili nemško. Tudi Slovenija najbrž ne bi mogla biti samostojna brez pogumnih ljudi, ki so dali celo svoja življenja zanjo. Nocoj bomo poleg bronastih, srebrnih in zlatih priznanj posmrtno podelili naziv častnega občana Francetu Tomšiču, začetniku demokratičnih procesov v Sloveniji. Kamniška politika se je tokrat poenotila, a hkrati potrdila tezo, da zaslužnemu človeku radi izrečemo priznanje šele po smrti. Nato je sledila še podelitev priznanj.